Dober dan ali dober večer, pozdravljeni. Da malo pridem k sebi po petju zborom. Lahko eno kavico spijemo, a? Hvala. Tole, kar ste zdaj slišali, je bil novo ustanovljeni ženski zbor Rosa. Zbrali smo se par mesecev nazaj v času korone in smo imeli take lepe napol ilegalne vaje. Tako da par vajic je bilo, par javnih vaj, tole je bil naš prvi nastop. Tako da brez zamere za kakšne napake. Hvala. 2 komada zdaj, pa dve sevdalinki po koncu pogovora. Jaz priznam, da sem zelo vesela, da končno imamo ponovno dogodek v živo. Svaka čast Zoomu in pač kultura naj živi in tako naprej, ampak meni je Zoom nekaj groznega, tako da par dogodkov smo res imeli prek Zooma, ampak mi je tako neosebno, enostavno ni mi všeč. Tole, kar jaz vidim pač, ne, goste v živo, kar vidim publiko na dvorišču ali v dvorani, to je čisto nekaj drugega. Tako da hvala vsem, ki ste prišli na današnji dogodek. Danes je tudi malo drugačen pogovor, ker jaz sem do zdaj vedno imela avtorje, se pravi pisatelje, pesnike, novinarje. Jaz imam danes prvič prevajalke na odru, a ne? Na levi strani je Urška Černe. Na moji desni strani je Đurđa Strsoglavec. Naslov današnjega pogovora je Misliti Bosno. Pogovarjali se bomo o 2 prevodih. En je Travnička kronika od Nobelovca Iva Andrića, roman, ki ga je prevedla gospa Đurđa. Drugi roman je Čigav si, to je roman mladega bosanskega avtorja, mislim nemškega avtorja bosanskih korenin ali kakorkoli že, Saša Stanišić, ki je iz Višegrada zbežal star 14 let v Nemčijo. V Nemčiji živi in ustvarja in piše v nemškem jeziku. Knjigo je prevedla Urška Černe. Jaz bi v bistvu vprašala Đurđo, vsi poznamo Iva Andrića, ne, mlajše generacije, nažalost, s Facebooka, z unimi izjavami, veleumnimi, ki sploh ne veš, a je to od Andrića, Selimovića, ali se en zmislil, v glavnem lajkojo, pa pač poznajo Iva Andrića s Facebooka, ne. Starejše generacije smo imeli v šoli Andrića, jaz se spomnim, da sem v Bosni imela, mislim, da v 8. razredu osnovne šole in 1. razredu srednje šole, potem sem vprašala teto, ki je bila profesorica srbohrvaščine, zakaj imamo najboljše avtorje toliko mladja, ne, ker si pač 14-letnik, 15-letnik, ti enostavno ne razumeš tistega, kar prebereš, ne. Tako da je rekla, ja, tak je bil program. V glavnem, mene zanima, recimo, za prevajalca, kakšen zalogaj je, kakšen izziv je prevajati Nobelovca? Najprej vas vse lepo pozdravljam in dovolite, da preden odgovorim na to kompleksno vprašanje, podelim z vami svoje veselje. Jaz sem tako vznemirjena, da sem po ne vem kolikšnem času pred živim občinstvom, ste videli, sploh se nisem znala, nisem niti vedela, kam se moram usesti, da pijem kavo, da sem v tako prijetni družbi, da je pred tem bil tako lep glasbeni uvod, da med občinstvom vidim znane ljudi, ki jih dolgo nisem videla. Skratka, kurjo kožo imam in hvala lepa vsem, ki ste za to zaslužni, da se ta dogodek danes dogaja. Kar pa zadeva vprašanje, kako je prevajati Nobelovca, ne vem po pravici, res ne znam odgovoriti na to vprašanje, lahko odgovorim na vprašanje, kako je prevajati Nobelovca Iva Andrića. Ker Nobelovci so si različni, pišejo, tematizirajo različne stvari in različne dogajalne čase in dogajalne prostore. Tako da mislim, da bi o tem raje najprej nekaj rekla. Torej, kakšen zalogaj je prevajati besedilo, ki se dogaja, torej dogajalni čas je na začetku 19. stoletja in besedilo je išlo v prvi polovici 20. stoletja. In zdaj to prevajaš v prvi polovici 21.
stoletja. To je, po moje, ta jezikovni zalogaj, da preprosto moraš uporabljati besede, ki ustrezajo dogajalnemu času in hkrati ustrezajo času objave, pri tem pa moraš misliti tudi na bralca v prvi polovici 21. stoletja, ki bo to bral. To je po moje velik zalogaj. To, da je knjiga zalogaj samo po sebi, da je zelo zajetna, to vsak prevajalec bo povedal, Urška se bo strinjala, da to niti ni na prvem mestu težavnosti. Toliko bi za začetek rekla, no naj vam zaupam, da sem zelo, zelo pogrešala besedo informacija. Te besede preprosto nisem mogla uporabiti, ker na začetku 19. stoletja ta beseda v tem kontekstu, ki ga danes ima, ni obstajala in če bi jo lahko uporabila, bi bila zelo srečna prevajalka. Samo še eno vprašanje, ki se v bistvu nekako navezuje na to. To je roman o tujcih, ki v bistvu na najboljši možni način pokaže podobo že takrat nesrečen Bosne. V bistvu koliko prevajalec mora biti tudi dobro poznati zgodovino tistega časa, da bi kakovostno prevajal tak roman? Prevajalec mora biti kompetenten, kot se reče, na različnih področjih, torej mora absolutno, definitivno obvladati jezik, iz katerega prevaja in jezik, v katerega prevaja, mora poznati to kulturo, eno in drugo, torej izhodiščno in ciljno in seveda, če ne obvlada zgodovinskega ozadja, na primer v besedilu, se pa mora pomujati, pa se malo poučiti. Takšno je moje videnje in jaz tako delam, verjamem, Urška tudi ti. To so preprosto neka dejstva, fakti, ki pa žal res niso tako samoumevni, kot bi si želeli in kot bi moralo biti. Se zgodi, da pač prevajalec ne obvlada in se to potem seveda pozna v prevodu. Saša Stanišić je mladi avtor, ki je rojen v Višegradu, v tako imenovani mešani družini, kakorkoli že tako rečejo, mešana družina. Ko je bil star 14 let, so pregnani iz Višegrada in je prišel z mamo v Nemčijo. Saša piše v nemščini in jaz moram priznati, da ne glede na to, da sem jaz ti novinarka in tudi nekaj sama pišem in tako naprej, meni je še vedno fascinantno in jaz vedno ljudi vprašam, kako lahko pišeš v tujem jeziku in dobro pišeš v tujem jeziku. Se pravi, Velibor Čolić, Aleksandar Hemon, zdaj mladi Saša Stanišić. Meni je fascinantno enostavno, kako se ti lahko tako dobro izražaš in pobereš ne vem kakšne evropske nagrade še za svoj roman. Kaj vi mislite kot prevajalka o tem? Jaz mislim, da imamo pri Saši Stanišiću, po slovensko sklanjam, pri Saši Stanišiću opravka malo ne z jezikovnim genijem. On je srkal ta jezik tako hitro in tako na široko in tako minuciozno in tudi predano, disciplinirano, kot opisuje tudi v romanu. To so ure in ure in ure bile driljenja in memoriranja vokabularja, da je potem možganih lahko sestavljal kompleksne stavke že zelo hitro in potem je citira eno spričevalo, ko piše učitelj, ne vem, Stanišić vešče uporablja po par mesecih, ko je bil tam. Hkrati so možgani pri 14 letih še toliko se da. Mi poznamo veliko, pravzaprav to je language two, se pravi, to je ne materni jezik, pa zdaj je to njegov tudi skoraj že, materni jezik, ne materni, tako, drugi jezik, ki je zelo pomemben, najpomembnejši. To jaz mislim, da je pri njem, imamo opravka z izjemno nadarjenim
jezikovno nadarjenim in bistrim človekom. Saša je bil povabljen na dogodek, vendar zaradi osebnih razlogov je rekel, da ima ene opravke oziroma. Tako da v bistvu imamo obljubo, da lahko pride jeseni, tako da ga lahko vidimo v vodnikovi, tudi avtorja. Vi avtorja osebno poznate. Kje in kdaj ste se spoznali in v bistvu koliko je bilo komunikacije v času, ko ste prevajali ta roman? Midva sta se spoznala, kaj je že tisto pištolj, kad si pištolj bil. Znam te puško, kad si pištolj bila. Ja. Skratka, oba sva bila še brez sivih las, bistveno mlajša, brez familij, brez izgub, takih večjih, o katerih tudi piše pač Saša v tej knjigi. Babica mu je umrla. To je bilo leto 2005 v Baslu. On je bil mlad avtor, ki še ni imel knjige. Je pa začel že pisati in so ga povabili. Mislim, da je že študiral v Leipzigu literaturo, literarno pisanje in je nastopal. Jaz sem bila pa članica ene skupine, kjer smo imeli neko konferenco, kako bi ustanovili ta vsebalkanski program podpore literaturi, ki ga zdaj poznamo pod imenom Traduki, takrat pa niso vedeli ne kam naj dajo denar, ki ga imajo pač na milijone, ne kako, kaj zdaj rabijo Makedonci, kaj rabijo Slovenci, kako in kaj, ker pač so zelo različne stvari bile in smo bili ena skupina tam. Potem so se kasneje videvala, že takrat v Baslu je bil bolj zadržan fant, zelo mlad, ki se je videlo, da ima ene svoje, bi rekla, skrbi, hkrati pa fokus. Kasneje pa smo sodelovali zelo, to je luksus, kar se je dogajalo pri tej knjigi. Luksus je to, da smo pravočasno podpisali pogodbo in da je Saša Stanišić avtor takega formata in s to knjigo, ki je bila knjiga leta v Nemčiji, se pravi, on je dobil najprestižnejšo nagrado za roman oziroma za sploh kakršnokoli knjigo v Nemčiji, izmed vseh nemških avtorjev, in so ga povabili, da naj zbere vse svoje prevajalce, da sedimo 4 dni skupaj, bi sedeli skupaj, če ne bi bilo korone, smo sedeli na Zoomu in gremo stran po stran vse skozi. Jaz sem ga sicer še predtem kontaktirala za določene zadeve, kar me je zanimalo, ko on govori v nemščini, ne vem, tam bošnjaška babica vrže, on reče bonen, se pravi fižol. Jaz hočem vedeti, kakšen fižol je to, ko prerokuje. Obstaja neka beseda, povej mi to besedo, tvojo besedo, kakor je ona rekla, kakor si ti rekel. To je bila glavna zadeva, ki me je zanimala. Izza te nemščine, ki je hladna, začutiti te besede, ta svet. Tako da smo sodelovali super in krasno in tudi kasneje vedno takoj odgovori. In on je en izmed tistih, ki ni tak, recimo kot Elfrida Jelinek, ki noče vedeti, nič ni dostopna za eno prevajalsko vprašanje, ker ne verjame, da se jo nekako sploh da prevajati. On je zelo vesel in zelo prijazen. Glede Andrića je tako, da v bistvu zadnje čase smo lahko v enih medijih, portalih, pri določenih skupinah ljudi prebrali, da Andrić v bistvu opisuje Bosni, ljudi v Bosni samo v najslabšem možni luči, da so leni, oholi, surovi, potuhnjeni, nezanesljivi in tako naprej. Nekateri mu res očitajo to, da v bistvu piše samo te slabe stvari, a ne nič pozitivnega. Kakšno je vaše mnenje o tem? Moje mnenje je, da to ni res. In to argumentirano trdim, da ni res, ker preberem v njegovih besedilih.
da res govori grdo, ampak o vseh govori grdo in res govori lepo. O vseh govori lepo. Ne o enih samo slabo in o drugih ali grdo, o drugih pa lepo. Naprimer, konkretno v Travniški kroniki so, kako naj rečem, je kritičen tako do domačih, torej do tistih, kamor prideta dva tujca, dva konzula, kot do vseh, ki pridejo s tema konzuloma, kot do carigrajske oblasti, do, ne vem, Napoleona. Skratka, ne morem, jaz ne razberem tega, da bi neko skupino bolj dajal v nič kot drugo. Verjamem pa, da to nekaterim v današnjih časih, nekateri odlomki vzeti iz konteksta zelo prav pridejo, da lahko pokažejo pa rečejo, aha, poglej, kako grdo govori o, naprimer, ne vem, muslimanih, ali pa poglej, kako lepo po drugi strani govori o Židih. Tako da to nič ne pove, po mojem mnenju, o Andriću, temveč veliko pove o današnji družbi, o današnjem času, o današnji ozkogledosti. Vzamem samo tisto, kar mi v določenem trenutku ustreza in samo tisto, kar podpira moje zgrešeno mnenje. Tako da verjamem, da se tudi vi ne strinjate s tem, kar pišejo tam po tistih raznih portalih. V glavnem, zanima me, po vašem mnenju, s katerim likom se on v bistvu, kar vemo tudi za njegovo diplomatsko službo, je bil tudi konzul, a ne, dolga leta, s katerim likom se v Travniški kroniki on osebno najbolj identificira? Težko bi rekla, da se samo po mojem branju in po mojem videnju, da se samo s francoskim konzulom, torej francoski konzul pride prvi, potem nekaj časa traja in pride še avstrijski konzul. Nekateri se nadejajo še ruskega konzula, ampak ruskega konzula ni. Napoleon vemo, kako je končal v Moskvi, skratka tudi ta dva potem odideta in ni več nobene potrebe, da bi v Travniku, v vezirskem mestu, bili dve veleposlaništvi. Na začetku bi se mogoče lahko zdelo, da ima pripovedovalec oziroma kronist, ki pa seveda v njem prepoznamo Andrića, več simpatij do francoskega konzula, kar pa se po mojem branju spremeni, ko pride avstrijski, zato ker, in oba seveda imata zelo veliko težav, ne samo s tem, kam sta prišla, ne poznata okolja oziroma avstrijski ga malo pozna. Skratka, 100 nekih težav, avstrijski ima težave z ženo in tako naprej. Nista človeka, ki bi prišla na neki položaj in bi potem uživala, tako kot bi se nam zdelo. Tako da, kot jaz berem, včasih ima več simpatij do Francoza, včasih pa do Avstrijca. Odvisno v čem. Vidi pa se, tudi če ne bi vedeli tega dejstva, da je tudi Andrić bil v diplomatski službi, da zelo, zelo dobro pozna te diplomatske reči, bom tako rekla. In da je seveda prebral gradiva še in še. Pardon, kako ste pa vi brali? Kaj bi pa vi rekli? Res sem vam rekla, koga jaz lajkam. Aha, da. Najmlajšega. Pomočnika Francoza. Tudi neumne. Pa ko ne volim mlado. Urška, v romanu Čigav si, se pravi sam naslov, a ne, pove Čigav si. V Bosni je bilo in je še vedno zelo, zelo pomembno to čigav si, a ne. V Bosni, ko greš po cesti, te prvo, kar te vprašajo starejši, čiji si. In ti začnejo pač to. Od djeda nane, pradjeda pranane in tako naprej, a ne. Saša se cel čas sprašuje, a ne, kako v bistvu prevajalec doživlja ta njegov boj, kako v bistvu
poleg jezika, ne, kako se poglobite tudi v karakter junaka? To je pa nekaj, kar verjetno obe z Đurđo študentom polagava na srce. To je tako imenovana metoda human translating, ne, metoda empatije. Ti najprej, se pravi, uživljanja, ne sočustvovanja, ampak tudi greš v njega in gledaš iz njega ven kot lik, ne, oziroma kot glumica. Ne. To je za moj način dela izjemnega pomena, zato je na začetku, ko berem, ta faza zelo, zelo dolgotrajna, ker potem, ko jaz to vse imam v sebi, te ljudi, lažje govorim iz njih ven, ne. Jezik pride, ne. Če pa ti besedo po besedo, neorgansko, ne, sestavljaš, potem pa to ni živo, oziroma ga ne slišiš, ne vidiš ga, ne vem, tu noter je babica, če ste to brali, prosim. Baka je neverjeten lik in njun odnos, to je nekaj, kar te osrečuje, kar te v smeh spravi, jokaš kot dež in tako naprej, ne. In to vse v bistvu, Stanišić je izredno čustven avtor. To ni, mi imamo avtorje, ki so bolj suhi v smislu, da so intelektualno zanimivi in bistri, ampak z njim moraš iti čez visoke lege in nizke lege in levo in desno in gor in dol čustveno. Jaz seveda tudi. Jaz tam, ko je bilo pred tem, da bo baka umrla, je bilo treba se noter spraviti, ker se ti da, ta čustvo ti da zelo veliko poleta in ti da pravi jezik. Ne moreš pa tega na umetno narediti, no. Z leti najdemo neke, ne, Đurđa, načine, kako najdemo svoje like. Ne vem, zakaj mene sprašuješ z leti, kaj imam jaz s tem? Ti si profesorica, ti veš, ne, stvari, tako. Ampak pri nekom, ki je zelo čustven, tako kot Saša Stanišić, moraš, mislim, je fino, da ti to ni, da ti je to v redu in midva sva se tu kar ujela, no. A smem jaz Urško vprašati? Kako je potem, kako dolgo traja, da vse te ponotranjene literarne osebe, pripovedovalce in tako naprej, koliko časa so še v tebi, kdaj odidejo ali pa kdaj jih končno se znebiš, ker se jih moraš v enem trenutku, ker moraš narediti prostor za druge? Odvisno, kdaj potem pride naslednji in kako velik pač prevodni projekt in kako močno je to. Jaz mislim, da tukaj sem imela ob vseh srečah, ki sem jih imela, smo jih imeli s to knjigo, tudi to, da so zdajle prišli kakšni manjši, recimo poezija, ko ni nekega personala, neki romaneskne cele slikarije, ker tu in nekako še živijo, no, bi rekla. Hkrati pa je to, v tistih 4 dneh s Sašem, nam je on pokazal slike enih parih teh likov. Recimo Gavrilo, to moraš videti, ne? Mislim, zelo, zelo dobro, da je pokazal te slike, ker potem ga vidiš, ti vidiš, da on ima farmerke v resnici oblečene, ne? In ti malo drugače jezik potegne. Če bi mislil, da je to je vzhodna Bosna, Oskoruša je vas na meji s Srbijo, vas, ki je do danes mogoče 5-10 ljudi, vprašanje, koliko jih je doma tam. Ampak oni so na nek čuden način zelo moderni, no. In to moraš noter spraviti, tako da videti in čutiti jih. Tebi uspeva tudi jih poslati na pot potem? Kakor katere, ne? Nekateri iz Travniške kronike so še kar z mano, predvsem tragični, tisti res mali, tako kot se reče, tisti mali ljudje,
ki so sploh se ne znam izraziti, ki jih je kolesje zgodovine in interesov vsakogar, ki je imel 5 minut časa, preprosto zmlelo. Tisti so še kar z mano, kar zadeva Andrića. Ne vem, mogoče veste, jaz sem prevedla 2 deli Kristjana Novaka, tisti so pa še vsi z mano, ker to je pa nemogoče in ne vem, ali sploh bodo kdaj odšli, ampak zdaj že tako sobivamo, da ne, pa ne ostanejo, kaj. A smem še eno vprašanje, Đurđa? Reci. Da bo pa pite malo. Ta Travniška kronika, to si ti zdaj na novo prevedla, ne? To je že obstajal prevod v 100 romanih. Kaj si pravzaprav naredila drugače? Mislim, vse si naredila drugače, ampak a si imela kakšno idejo od začetka, ali si nisi brala tistega v slovenščini? Travniška kronika je v izvirniku išla leta 1945. Leta 1948 je išel slovenski prevod prevajalca Severina Šalija in ta prevod se je potem velikokrat ponatiskoval pri različnih založbah, v različnih zbirkah. Nazadnje leta 1998 in jaz tega prevoda nisem poznala po pravici, jaz sem Travniško kroniko brala v izvirniku in potem se je porodila ideja, da pa je čas vendarle, da se na novo prevede, kot se reče, da se posodobi prevod. In potem sem pa malo pokukala v ta prevod, sploh takrat, ko se mi je zdelo, grem pogledat, kaj je prevajalec naredil na tem in tem mestu, mogoče si pa lahko z njegovo rešitvijo kaj pomagam, da se ne mučim, ker se mučim že 2 uri s tem enim in ne vem, kaj naj storim in kako in nič mi ni všeč. Zakaj pa ne bi, če je prevajalec pred mano uspešno to rešil, to ni nič takega, to je uveljavljena praksa. No in potem sem gledala in po pravici nisem nič. 2 prevoda neke francoščine. To sem od njega prevzela, sicer pa nisem, ker se temu prevodu res zelo, zelo pozna, kdaj je nastal. In pozna se mu tudi, kaj ne rečem, levoročnost. Malo z levo roko, no, mestoma, ker to je res zalogaj, to je 500 strani, ne, in res si ne predstavljam, leta 1948 prevajalec ni imel računalnika. Ko skočiš malo sem, malo tja, vse imaš v enem dokumentu, prevajaš na pisalni stroj, se tudi sama vem, kako je prevajanje na pisalni stroj. Ko si enkrat prevedel, je konec, ker da boš zdaj šel popravljati, pa to traja in tako naprej. Tako da je ta prevod je drugačen. Kaj naj rečem, Urška, preberi, poglej. Imam že obe na mizi, boš verjela. No. In prevodna znanost bo skrbno brala te. Jaz nisem kompetentna, ker nisem iz izhodiščnega. Kaj imaš na mizi? 2 prevoda? Ja, imam 100 romanov, sem pač imela. Moraš imeti tudi izvirnik. Tako, ja. Kar pa mi ne bo pomagalo. No, pa se lahko greva kakšno španovijo, bova se to potem. Zdaj gostiteljico sva izključili, mislim. Nič mi ne manjka tle. Ne? V redu. Prav uživam. Ko sem v bistvu ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem se spomnila, da sem imela letos na Zoomu bosanskega mlajšega pisatelja Damirja Ovčino. Priznam, da sem šele lani slišala zanj od prijatelja iz Londona in je rekel, knjigo Kad sam bio hodža moraš prebrati. In je tudi ta zalogaj, 500 strani knjige, ampak neverjetna knjiga, da skrajšam. Ko sem se z Damirjem pogovarjala, prek Zooma,
Je v bistvu, sem povedala, ne, da je Miljenko Jergović povedal za njegov roman Damira Ovčine, kad sem bil hođa, da je v rangu Andrića i Selimovića. Nakar je prišlo tako do mal take smešne situacije. V bistvu v Bosni še vedno pač govoriš, ko govoriš o Andriću in Selimoviću, ustaneš, a ne, to je naklon in tako naprej. Damir Ovčina je povedal naslednje. Pisao sam da se riješim te dvojice. Popili su se na glavu ovom narodu. Samo to, samo njihov način, historijska proza i ta nekakva Bosna utopljena u svoju nemoć, u svoju tugu, historijsku datost, osuđenost na balkanizam, na orijentalizam u smislu zatvorenosti, tuge i nemoći. Njihovo pisanje je presuda Bosni. Super, do zadnjega stavka bi jaz rekla, razumem pa seveda, če se smem odzvati zdaj na to. Res je to, zna biti, kako se temu reče, težava in breme in muka. Teret. Da, ampak v slovenščini govorim. Ko kar naprej je tam neki Nobelovec, je tam Andrić ali pa dobro Selimović. In vsi bi bodi si radi bili novi Andrić, novi Selimović, brez kakršnega koli slabega namena, ampak Miljenko Jergović bi si tudi želel biti novi Andrić, to sem globoko prepričana. Skratka, in da rečeš, da pa potem rečeš za koga, ne vem, ki se pojavi z nekim prvencem, res ga lahko s tem precej obremeniš in namesto, da bi to izvenelo kot kompliment, potem izzove takšno reakcijo. Za Stanišića jaz mislim, da nišče nikoli nič ni govoril o Andriću ali da. Ne, za Stanišića, ne vem, če za njega, ker pač je on nemški pisatelj, ne? Piše v nemščini, seveda ga takoj vejo Višegrad in to pač do tam pride. Je pa on humoren, kot je v romanu, on ima 2 papigi kot otrok in prebira zgodbice Iva Andrića. Nič ne reče takega, ampak pač malo je ljubko, malo nekaj pove s tem, no. Ne mara pa Andrić grada. Ampak to je že druga Kdo zgodba. ga pa mara, oprostite, no, a je tukaj kdo, ki ga mara? Pardon. Če sem prej vprašala, ko smo govorili o Bosni na začetku 19. stoletja, se pravi, koliko prevajalec, da bi kakovostno prevajal, mora biti seznanjen z zgodovino tega časa. Kako je pa z vami, z Bosno predvojno, z Bosno medvojno, z Bosno takoj po tej nesrečni vojni? Ste mogli veliko stvari v bistvu o tem Višegradu nesrečnem? Najprej je tako, da v tej zgodnji fazi, dolgi fazi sem jaz na Google Earth in tudi v času prevajanja sem ves čas na Google Earth in sem tam, kolikor se da, ali pa sem tam, če se da iti tja. Ker če nisem bila ali pa če le imam možnost, ker mi je to nek poseben užitek. In ker mi pač res zelo pomembno, kam je zdaj šel, koliko časa je to, kakšno besedo naj izberem in tako naprej. Za Bosno imam žal pač to, žal. Jaz sem bila tolmačka za nemško televizijsko postajo RTL v dolini Neretve v sredi vojne. Bila sem v Bosni pred vojno kot otrok na drugem koncu v Bihaću. Minimalno, ampak toliko, da vem, mi smo takrat šli z neprebojnimi jopiči delati reportažo o familiji, mami in očetu tistega vojaka, ki je padel, da je Benetton uporabil krvavo uniformo. Smo šli k familiji delati, kako je zdaj. Ona dva sta pač podarila
snajper ga je ubil. Bila sem tolmačka tudi v Okočanih, Predoluju, Vinkovcih, bila sem na slovenski fronti na Štrihovcu in tako naprej. Vojna, jo žal poznam malo, nismo imeli žrtev v familiji, ampak videl si, kaj to točno pomeni. Čeprav mi smo bili seveda avanturisti, mislim. To, da smo šli kot poročevalci Mariborskega radia Študent na fronto, to je bilo, a veš, vzameš spalko, jaz hočem videti, jaz hočem poročati, in potem poročaš v eter in ti bombardirajo zraven tebe. To ni normalno. Po drugi strani sem pa razumela to, kar je Saša razlagal v knjigi o tem, zakaj so šli, zakaj sta z mamo šla. Zamolči, zakaj ati, oče ni šel zraven, oče je, moj ime Dragan, mama ima tako ime, ki je ne pove imena, ampak apropo Bosna po vojni, ko grejo v to Oskorušo, pred par leti zdaj, 2018 me se zdi, si ona ne upa, prosi naj jo kličejo Marija. Ne upa povedati, kako je ime. Tako da, to je pa tudi bolj ali manj vse, kar Stanišić pove o Bosni po vojni, ne. Jaz si ne bi upala nič soditi, ker nisem bila v Bosni po vojni. Tako da, moraš pa biti srcem v knjigi, no. Jaz sem v bistvu imela namen prebrati kakšen odstavek iz obeh knjig, ampak ne bom, ker knjige lahko kupite v Vodnikovi. Nocoj. Irena, koliko je ura, kdaj bo Fajront zame? Odlično, taman. Še vprašanje, v bistvu vi dve ste prevajali in prevajate veliko znanih, a ne nemških, pa tudi iz bivše Jugoslavije avtorjev, zelo znanih. V bistvu zanima me, če prevajalcu, mislim, kot prevajalki, katera literarna zvrst v bistvu je nekako vam, katero najraje prevajate? Dovolite, to je pa zdaj tako dobra priložnost, da ne smem je ne izkoristiti. To je tako, kot če bi mama vprašali, katerega otroka ima najraje. Ne pove, ampak vedno je malo več simpatij za enega, drugega, pa ne, vedno je. Ne, ampak res, ne morem reči najraje nekaj, pa najmanj najraje nekaj drugega. Urška, ti lahko? Tudi z leti, ne. Sem videla, da določene zadeve jaz prevedeš, vse prevedeš, mogoče res zelo dobro vse. Ampak pri meni je recimo zelo dolgi, imaš ti avtorji, ki imajo en stavek na eni strani. To meni je kaj bi rekla, me ne navdušuje tako, kot če je nek močnejši ritem, ker tak avtor, ki ima na eni strani, to je bolj možganska proza, se mi zdi zame. Ker mora, ali ponavlja, ali daje vejce vmes, veš, pa pač tako tvori stavke. Zelo, zelo rada imam poezijo, zato imam tudi rada ta roman, ki je noter dosti tega. Bernhard potem ni tvoj. Veš kaj, Bernharda mi ni bilo treba prevajati, ker so briljantni moji kolegi že poskrbeli, da si se ti potem smejal ob teh ljudomrzništvu, ne mara tudi nobenega, čist nobenega. Hkrati se pa ponavlja, ne. Obstaja vic, da, prej smo rekla human translation, obstaja pač machine translation, se pravi strojno prevajanje, in včasih dobiš na izpitu, kad ti vržejo v Google Translate, pa ti potem malo grejo čez, pa ti dajo, ne. Bernhard je po moje edini avtor, ki jih jaz poznam iz nemščine, da bi se dalo ga z mašino prevajati, zato ker se ponavljajo odstavki.
Ne, ker ti imaš shranjeno verzijo, dvakrat takole klikneš, pa daš noter, kar si že prevedel. Zelo, zelo veliko stvari nam je všeč, jaz mislim, da je to glavno. Ne. Zelo malo, takrat pa moraš reči ne. Ne. Mislim, da prevajalec mora reči ne, če mu idejno, tematsko, estetsko, sporočilno, če mu ne znese. Moraš reči ne in iti proč in prepustiti. Ne. Moram reči, čeprav je tako, da včasih pa kateri prevajalci pač tega ne more privoščiti. Mi dve nisva samostojni, kako se temu reče? Kako se reče? Samozaposleni pardon. Ampak ni samo to, tvoj vir dohodka, tako bom rekla. No, tako. Včasih je tako, da te nagovorijo, a bi prevedli to in to, pa ti tega ne poznaš. Pa nimaš časa zdaj brati, pa se odločati, pa mi je blizu, mi ni blizu, je to moje področje, je to moj, ne vem, moja svetovni nazor, moj, naprimer, tukaj, ne, ampak preprosto moraš prevesti, tako da, ampak ne bi zdaj, se mi zdi, da ni mesto za to. Ena zadeva mogoče je še anekdotična s tem, a se odločiš, ko recimo nekaj vzameš, a pa si celo sam ponudil, a se odločiš, da boš avtorja spoznal. Ker včasih ti vzame veselje, misliš, da ti bo vzel veselje, meni, jaz nisem še imela takega, ampak se spomnim, da sem enkrat bila na enem festivalu v Švici in sem rekla, ok, v tem mestu živi ta človek, ki ga bom naslednjega prevajala, nisem ga še začela. Kaj, če ga spoznam zdaj v tej njegovi standardni gostilni, kjer sedi, in mi ne bo všeč, in jaz njemu ne bom všeč, in mi ne bo zaupal, in jaz njemu ne. Pa sem vseeno ga spoznala in je rekel, lejte, jaz sem to napisal pred 50 leti, nimam pojma. Vi naredite nekaj, vam zaupam. Tako da, ampak je pa, kaj pa ti, a si vse spoznala načeloma? Mislim, ne, nisi, Andriča seveda nisi. Kako ne? Da, večino, ja, res, veliko večino avtorjev in avtoric, ki sem jih prevajala, poznam. Imam dobre izkušnje, dobre v smislu, da se zavedajo, da prevajalec pravzaprav ima strašno moč, da je zelo pomemben, ker lahko naredi tudi škodo avtorju s slabim, neustreznim prevodom. Česar si pa po mojem noben avtor ne želi, da bi bil predstavljen v slabši luči, kot dejansko je. Tudi dobre izkušnje imam. Včasih je tako, da ne razumeš, nekaj ni v redu, ne da ne razumeš, kaj pomeni, ampak nekaj je očitno bodi si narobe, ali se je pri postavitvi kaj izgubilo, ali je preprosto avtor spregledal, pa se ti malo zdi, pa si rečeš, no bom pa vseeno preveril, ali je to res tako, pa pač vprašaš avtorja. Imam tudi dobre izkušnje, razen z enim, ki pa ga ne bi zdaj omenjala, si ne zasluži, da bi ga omenjala. Kar pa zadeva Andriča, so pa nekatera mesta, kjer bi res si tako želela, če bi kakšen nebeški telefon obstajal, da bi lahko rekla, kaj ste tukaj želeli z rabo te besede povedati. Ker je tako pri Andriču, da ena beseda, kot reče moj kolega Osolnik, ena in ista beseda lahko pomeni 50 stvari. Odvisno od konteksta. In včasih se ti zdi, da v slovenščini bi lahko bile 3 besede, katero boš zdaj izbral, ali je, ne vem, naprimer beseda prav, ali je raven, ali je zravnan, ali je pošten, ali je priden. Potem pa pač malo iz konteksta gledaš, to bi ga pa res, to bi ga vprašala.
Še marsikaj drugega, no, ampak prevajalsko vprašanje bi bilo, naprimer, to. Samo še eno, ki me tudi to zanima, pa bomo kmalu končali, nažalost. Koliko v bistvu prevajalsko delo izčrpa človeka, recimo, to je zdaj neumno, ne vem, pa se prevede 5 strani na dan, a se prevede pol strani na dan, to je čisto odvisno, a ne, od tega, kaj prevajaš, koliko si v elementu in tako naprej, ampak Sej Urška ves čas govori o sivih laseh in tako naprej. To so vse posledice. To so vse posledice tega. Izčrpa. Prijetno izčrpa. Mene vsaj. To so muke, ampak so prijetne muke. Sicer bi zaprli štacuno. Jaz sem zasledila, da je to najbolj kompleksna možganska aktivnost, ne? Operacija. Ogromno energije pobere, ampak jo tudi da, če ti rata oziroma če lepo vse teče. Si pa pustiš za tisti čas, ko si ti najbolj fit, ne smeš utrujen začeti, ne smeš, to moraš pa paziti, to pa res hrana, kakšno ješ, delovno okolje, kakšen stol. Tako kot da greš, ne vem, na maraton, se tudi ne greš, ne vem, obtežen z ne vem čim, ne, ti moraš biti top fit, da prevajaš. Pa sam še to pa končam. Koliko je v bistvu problematičen deadline pri založbi? Koliko je to problem nekje ozadja, ne, ko je deadline to, pa koliko se, če se lahko podaljšuje, kako, koliko? Ja, vsakršen rok, za karkoli, ki ti visi nad glavo, je zoperen. Za fizično delo, po moje, malo manj, no. Pa nič ne podcenjujem fizičnega dela. Ga tudi poznam fizično delo na rok. Prevajanje na rok, do roka, ko se preprosto mudi zaradi najrazličnejših stvari, zaradi subvencije, zaradi tiskarne, zaradi tega, ker preprosto se nisi lotil, ko bi se moral, ker ni šlo, tako kot je Urška rekla, nisi bil pripravljen, nisi bil fit, ni ti šlo, ena stran na dan in si raje to odložil. Zna biti, moje izkušnje so, da pa zna biti tudi dobra stvar. Ne vedno, včasih se tudi zgodi, da je pa to dobra stvar, rok je in do roka mora biti. Res pa potem trpi vse drugo, ker postaviš vse drugo in vse druge na kam? Na ranžirno postajo, ne na stranski tir, nekam stran in ni me do takrat in takrat. In si samo v tem in si... Kar precej nevarno je prevajalsko delo, no, kaj vam naj rečem? Ni to tako preprosto. Da se malo pohecam. Kaj bi ti rekla? Meni večinoma zelo pomaga, jaz si potem naredim neko, ne, to je ta daljica, okej. Potem, tja ne bom šla na žur, to ja, to ne, tam bom potem, ne bo dobro naslednji dan in tako naprej. In mi pomaga za orientir. Je pa res, da ti knjige včasih gre prej, kot ti misliš, ker to je še vedno estimacija, koliko boš ti zmogel na dan do takrat in takrat. Hkrati pa suma sumarum so dobri roki, ker zdaj ne vem, prevajalci iz angleščine imajo druge probleme kot mi, se mi zdi, da mi nimamo kratkih rokov, ne? Ne vem, ali imajo v tujini, vem, da nemški kolegi, to je grozno, ker istočasno izide, naj bi išla knjiga v angleščini, nemščini in to. In oni imajo res neverjetne roke. Jaz sem eno knjigo zavrnila zaradi roka, Nobelovko, ne, ker sem vedela, da ima vsaka beseda 50 pomenov in da to ne bom, jaz bom sedela na tem dolgo časa in da ne morem preceniti in da predvsem pa ne bom v 3 mesecih romana prevedla. Pozitivno, prvenstveno pozitivno, no. Imamo mogoče kakšen komentar ali vprašanje iz publike?
Da, slišala sem, samo ne vem, koga nagovarjaš. Naju? Zakaj? Želim si, da preberete in zato morate kupiti. Ne nagovarjam vas k nakupu, nagovarjam vas k branju. Zakaj bi brali Travniško kroniko, skoraj 500-stranski roman o dogajanju med Napoleonovimi vzponi in padci, o usodi ljudi v vezirskem mestu Travnik? Zakaj bi brali? Zato, ker nam to besedilo veliko pove tudi o današnjem času, veliko nam pove o nas, ne glede na to, da nismo v Travniku, da nimamo te zgodovinske izkušnje, in veliko nam pove o času, v katerem živimo, ko se vsi tako strašno in grozno oklepamo svojega in ne dovolimo tujemu, a priori ne dovolimo, ker tuje je slabo, tuje je grozno, tuje nas bo preplavilo, tuje nas bo speštalo in ne bo od nas nič ostalo. Ne, sprejmimo tuje in obogatimo lastno. To bi bilo moje priporočilo za branje te knjige, ki pa jo morate prej kupiti. Ti pa za svojo del. Najprej prekrasna naslovnica je. Mislim, ja, ne. To je elitna zbirka. Imaš trakec? Ne. Nimam, ne. To je, ja, to je klasika, ne. Tako da to mora iti v vsako pravo zavedno familijo. Ta knjiga je, mislim, jaz sem res napisala na Facebook, dajte jo brati zato, ker vas bo osrečila, in jaz to pač v resnici mislim. Greš skozi terapevtski proces tega otroka, ljubljenega, z vseh strani, ljubljenega edinčka, ki je očarljiv, ko bo jeseni prišel, boste videli, to je očarljiva sama po sebi in bistrina. Hkrati je pa bogat čustveno in intelektualno in to se vse tukaj noter vidi, hkrati so pa odnosi tisti, ki nas bogatijo z mamo, z babico, z vsemi temi predniki, ko on skuša, on pravi temu, da je to neuspel poskus samoportreta s predniki. Neverjetno smešno. Tako je smešno. Na isti strani začneš jokati iz obeh smeri. Lahko te pusti, tisti, ko ne marate takih knjig, to potem ni, ne? Ampak jaz mislim, da veliko da, no, tako prav človeško veliko da, hkrati pa seveda veliko zveš o tem, kaj smo vsi skupaj dali skozi. V enem poglavju reče, da hoče biti Slovenc, ker je v Nemčiji fajn, da rečeš, da pogrešaš Alpe in se izdaja za Slovenca. Nekaj časa. In mu verjamejo, pravi, oče ni mogel zavrniti ponudbe od BASF-a in smo pač zdaj tu, gastarbajteri, ne, in tako. Potem pa neha v nekem določenem trenutku. Skratka, očarljivo in slastno branje. No. Hvala. Hvala še enkrat obema, meni je bilo izredno zanimivo, upam, da tudi vami, publiki. Zdaj pa nažalost moramo končati, zato ker v bistvu imamo moje Rosice, ženski zbor Rosa, imamo še 2 sevdalinki in potem je koncert Janeza Škofa in Marjana Staniča ob 8:30. Tako da zdaj prosim
Zdaj se bomo lepo preselili pred vhod v hišo Vodnikove domačije, tam nas čakajo limonada, lahko kupite obe knjigi, tako da tale prostor bomo pripravili za koncert, tako da vidimo se čez par minut tamle pred vrati. Hvala.